Davor pa Karmen zelo rada potujeta, bi rekli na Bizelskem, lajbata po svete. In seveda, ker je to Davorjev hobi, tudi vse posname, vse poslika in je sta pripravila en tak zanimiv prispevek ali pa večer. Zelo smo veseli, počaščeni, da nam boste to delila z nami tudi tukaj, da ste si vzela odbor med dopustom. Tako da bi vaju kar prosila, da nama poveste svojo zgodbo. Pa še kdaj. Hvala. Lepo pozdravljeni, tudi v mojem imenu. V uvodu bi vam rada malo predstavila to deželo, ki sva jo obiskala lani. Oranžno obarvan otok na severozahodu Evrope. Tako nekaj stvari vam bi povedala, potem pa bodo sledile druge stvari. Najprej vas vabiva na ogled kratkega filma, ki je povzet po večurnem videogradivu. Rada bi vama pokazala moč vode in lepote morja, jezer, ledenikov, lavinih pol. V nadaljevanju pa bova z vami ponovno doživela potovanje ob slikah. Celotno foto in video vsebina je nastala na najinem potovanju. Sedaj pa pojdimo na Island. V tem muzeju prikazuje življenje, ki je bilo nekoč na Islandiji, z vsemi pripomočki, kako so se pač morali znajti. Na razstavljenih fotografijah pa so portreti slavnih mož, ki so tej deželi dajali ton že v preteklosti. Naš tretji dan v mestu Akureyri, to je mesto in pristanišče na severni strani Islandije, leži v zalivu fjorda in je okoli 400 km je že oddaljen od glavnega mesta Reykjavik, je četrta največja občina Islandiji ter drugo največje urbano območje. Oddali smo avtomobile, ker odpeljal bi ga domov, kako prijetno je bil zavoziti, 2500 km, 13 dni Islandije, nepozabno, let Keflavik, Malpensa, Milano, Italija, carinske formalnosti. Islandci so bili zelo strogi pri pregledu, kaj vse bomo odnesli. Ja, letos že tretje leto zapored organiziramo Kino pod zvezdami. To je običajno 3 sobotni večeri pred velikimi mašami, pred 15. avgustom, ki je naš krajevni praznik. Letos smo prejšnjo soboto predvajali film Tak ti je to bilo na kmetih, od koruznega zrna do koruznega kruha. Nocoj smo imeli prav poseben večer, kjer sta naša Davor pa Karmen predstavila svojo pot po Islandiji, mislim, da je to bilo lansko leto. Prečudovite slike, prečudovit film z bogatim opremljenim tekstovnim delom, predavanje in odgovori na vsa naša vprašanja prav zelo v redu, ljudje so zelo zadovoljni. Naslednjo soboto bomo pa prikazali nekaj izmed filmov, ki so se posneli v letih 90 v kapelah, nekaj v produkciji RTV-ja, nekaj v produkciji našega kanala. Pridite, zanimivo bo, predvsem za domačine, ki bojo videli, kako se je kraj spremenil v tem času.
po vsaki projekciji se pa tudi podružimo, pripravimo kozarček, špricerčka, soka, gospodinje nekaj spečejo. Naše društvo je precej veliko in potem si razdelimo obveznosti za vsako soboto in to je nekaj res čudovitega, ker nikogar ni treba prositi, vsak se javi za svoj vikend in meni se zdi to nekaj prekrasnega, da v enem kraju živi eno tako društvo. Mi bi radi, zato se že pripravljamo 2 leti, posneli en krajši film o kakšnem izmed običajev v kraju. To ne morem zagotoviti, da bo to ravno letos, lahko pa bo. Je pa letos tudi pomembna obletnica za našo sekcijo za ohranitev dediščine, je pa 10 let, odkar smo se formalno organizirali in bomo pripravili v tem kontekstu eno prireditev. Hvala. 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 Ajde.